To je koristna razprava, ki je bila javno tudi odmevna in je svojevrsten apel in poziv tem inštitucijam. Seveda smo tako na vladi kot v parlamentu skozi sprejemanje cele kupice zakonodaje nam to nenehno opozarjali. Vendar smo šele v zadnjem času priča tudi učinkovitejšega delovanja neodvisnih nadzornih inštitucij. Torej je tudi v tej sferi prišlo do spoznanja, pa ne samo to, zagotovili smo tudi pogoje za delovanje teh inštitucij, da se je potrebno resno in odgovorno lotiti in delovati po črki zakona. Profesionalni izziv slehernega nosilca delovanja pravne države je, da deluje v skladu z zakonom, da deluje učinkovito in da deluje v korist države. In zato seveda pričakujemo, da kolikor dejansko temu tako v prihodnje, da bomo seveda tudi priča drugim temeljem delovanja pravne države, kot pa žal vidimo, da se je v nekaterih primerih dogajalo doslej. Gotovo bo Ministrstvo za gospodarstvo predlagalo v prihodnjih 60 dni vsaj en zakon, to je, da se uslužbencem urada za varstvo konkurence dajo pri preiskavi nepravilnosti večja pooblastila. Tudi sam, kot minister za gospodarstvo, podpiram ustanovitev tako imenovane finančne policije, tudi mora biti centra za IT forenziko in s tem torej koncentriramo moč in učinkovitost tistih preiskovalnih organov, tistih strokovnih inštitucij, ki lahko pri dokazovanju zlorab zakonodaje veliko